pozdravim tudi v imenu založbe Goga in Cankarjevega doma, ki sta soorganizatorja nocojšnjega dogodka. Nocojšnji dogodek je seveda predstavitev, kako se temu reče, avtobiografskega romana, torej knjige Osebno Mihe Mazzinija. In tokrat seveda poleg avtorja Mihe Mazzinija, ki je danes z nami kot pisatelj, lahko pa kdaj drugič bo govoril tudi kot, ne vem, režiser, scenarist in tako naprej. In vesela sva, da je z nama tudi recenzentka knjige Osebno, doktorica Renata Salecl, torej poleg doktorja Mihe Mazzinija, doktorica Renata Salecl, ki bi tudi lahko zdaj naštevali, ne samo, da je svetovno znana filozofinja, predvsem je torej v funkciji recenzentke romana Osebno. Dober večer, na koncu bomo demokratično pustili kaki dve vprašanji, ampak ker bomo že sami toliko obdelali, po mojem, najbrž do tega niti ne bomo prišli. Torej, moje prvo vprašanje bi se začelo takole. Roman Osebno je roman o medčloveških odnosih. Miha Mazzini raziskuje, zdaj tako zelo po domače rečeno, kje se je zataknil nekje v svojem otroštvu in katere njegove današnje travme izvirajo iz teh zatikov, ki so nastali v otroštvu. Tako zelo preprosto rečeno lahko tako poenostavim. Literarno poročilo o sestanku s samim seboj, ste rekli zadnjič. Ja, to ste zadnjič rekli. Ja, točno tako mi je bilo zelo všeč. In to je posneto, ne morem zanikati. To je posneto, ne morete zanikati, ampak se še vedno strinjate s tem, ali bi... Dobro. Zdaj, vsi smo nedvomno prebrali ta roman, tako da bo zdaj v bistvu prvo resno vprašanje za Renato, pa ne kot recenzentko filozofinjo, ampak vprašanje, Renata, ste se vi kdaj v življenju, tako čisto osebno, se ni treba biti zelo eksplicitna, tako zaciklali v življenju, da ste morali sami s sabo, recimo en tak sestanek in se resno pogovoriti sami s sabo? Ja, sigurno. Sem se malo drugače pogovarjala, kot se je Miha, ker se je to dogajalo v prejšnjih časih, ker še tudi take tehnike, ki jih Miha uporablja, niso bile toliko popularne. Mogoče smela s tem manj dela, ampak ja, absolutno sem se pogovarjala in meni je to zelo zanimivo, ker to tudi jaz uporabljam, včasih rečem komu od bližnjih, da imej prvo sestanek s samim sabo, preden, da recimo, ne vem, nekaj meni rečeš ali pa kaj takega. Skratka, meni je zelo všeč ta slogan sestanek s samim sabo. Mogoče tvoja naslednja knjiga je lahko, ali pa moja, da je lahko ta naslov. Ja, mislim, da je to ena krasna stvar, če sami sabo nekako neke stvari predelamo. Seveda izjemno lepo je pa, če znamo tako besediti ta pogovor samim sabo, kot zna to Miha, da v bistvu to podelimo z drugim in drugim omogočimo pogovore, seveda prav s samim sabom, na seveda svoj lasten način. Ampak Renata, rekli ste, to so bili drugi časi, zdaj seveda ni bilo, ne vem, vseh teh, torej, kako se že reče, ajavaska, sem prav? Čist narobe, hoje po žerjavici tudi včasih nismo hodili in tako naprej. Katere metode so pa potem bile v vašem življenju? Ja, k nam na Koroško ajavaska ni prišla v moje mladosti. V moje tudi ne. Tudi ne, na Jesenice. Ne, ni prišlo. Mislim, če bi prišla, najbrž bi prišla prav. So bili trenutki, ko bi sigurno prišla prav. Zdaj, res sem imela srečo, da kar že nekaj časa imam kar eno tako srečo v svojem ljubezenskem življenju, eno lepo, stabilno vezo, tako da zato pravim, da je to v prejšnjih časih bil take vrste pogovor. Ravno tako v tistih mojih časih, ko sem se s temi stvarmi ukvarjala, svojimi ljubezenskimi zagatami, ni obstajal tak pritisk teh, tako rekla, novodobnih New Age raznih terapij in teorij. Tako da mislim, da smo takrat, ne vem,
če smo šli skozi ljubezenske težave, poskušali najti neka ušesa, navadno prijateljic ali pa, ne vem, moja sestra, in potem to v nulo predelovali, bom tako rekla. Če si imel to srečo, da si imel prijateljice, ki so te neskončno bili pripravljeni poslušati, je bila to ena najboljših terapij. Pri moških je malo drugače. Pri moških smo vsaj včasih, v takem primeru smo prišli skupaj, pa smo pa molčali, pa smo pa malo govorili o nogometu, po ploščah, pa še malo molčali in pa smo šli na razen in to je bilo to. Pa njih par pirov ste vmes smo pivo pili. No, ampak to, kar je Renata rekla, ne? Renata je rekla, ko sem jaz recimo imela ljubezenske težave. Ampak ta vaša knjiga, ne, je v bistvu toliko več. Ne? Okay, ljubezenske težave so neka zaprta vrata, ne, na katera ste recimo naleteli, pa je bilo treba pol to odprti, pa potem tam še ena vrata, pa še ena in tako naprej. Ne? Ampak je bila ta ljubezenska težava glavni sprožilec recimo do tega raziskovanja? Ne? Kaj pa vem, nekaj nisem imel računalniške težave, sem 10 priročnikov napisal o računalnikih. Ne? Tako da, ne, mislim, da je nekako se je izložil skupaj, no, na nek način. Nekako se je izložil skupaj in načeloma mene tako po vseh teh letih me toliko impresionira, ker neke knjige se mučam in leta preden se sestavijo. No. Ta se je pa dejansko zlagala skupaj, no. Tako kar samo od sebe v principu. Ne. Sam, da sem dobil ta, ko ne rečem, ta seznam teh stvari, ki jih bom pa jaz zdaj naredil, da se jaz zdaj to nekaj premaknem in potem so se stvari začele pač odvijati. Ne. Je bilo pa dejansko po moje treba nekaj narediti, no, zato ker prvič to občutje te neke zataknjenosti je res grozen občutek, no, v principu. No. In nekaj je bilo treba narediti, s tem pa, da po moje sem zelo fajn piše o teh vplivih okolice, pa težnji po perfekcionizmu, pa izboljšavah, pa vsem tem, ne, kar vse drži, absolutno. No. Če pa po moje jaz sem bolj krenil vse to preizkušati, vse te neke metode, bolj zato, no, da samega sebe premaknem v aktivno pozicijo, no, da se začne nekaj premikati. Ker bom kar piko postavil. Pik. Ne, ampak morda bi vendarle tu lahko še nadaljevali. Ne? Torej, ta premik iz pasive v aktivo. Ne? Pravzaprav katerokoli od teh tehnik bi si vi izbrali, recimo, nek kamenček je dala zraven, ne, k temu, da potem lažje naslednja vrata človek odpre. Sem si to prav predstavljala iz te knjige vaše. Ja, imele so svoj smisel, no, vse na nek način so imele smisel, ampak na nobeno nisem totalno padel, pa se zdaj bom pa jaz to ponavljal neprestano. Mislim, probal sem rekel, tako to je, in sem se pomaknil naprej. No. In hvala Bogu, no, sem dejansko zaključil točno s tej hoji po kaminu, ne, kjer sem lahko v glavi vse skupaj sestavil in praktično napisal celo knjigo tam. Ker sem pač hodil, pa nikogar nikjer ni bilo. Kako to izgleda, s kakšnim snemalnikom, ali to vse ostane? Ne, v telefon sem diktiral s fotoma. No, dobro. No, to, kar ste sedaj torej rekli, je Renata seveda sama opazila v spremni besedi in napisala. Ne. Mazzini se vsake od svetovanih tehnik lotil s skrbnostjo znanstvenega proučevanja njenega delovanja, ampak nobena od predlaganih metod se ga ni resnično notranje dotaknila. Ne. Ja, to sem imela občutek, ko sem brala tvojo knjigo, ne? In sem se res spraševala, ne, prvič, zakaj si sploh poslušal te prijatelje, ki so ti svetovali te tehnike. Ne vem, jaz bi najbrž jih ignorirala, večina jih, ne, tako pravzaprav ti si bil zelo ubogljiv. Ne, vsakega, ki si srečal, pa ti je nekaj rekel, pojdi po žerjavici, si rekel, ja, grem, drug ti rekel, meditiraj, ja. Pa sem si mislila, mi dva se poznava, pa sem mislila, pa kako da je Miha tako ubogljiv postal, ne, a veš? Ne, jaz sem dosti na svetu sem izločil dejansko, ne, seveda. Katere pa, na primer, ne, to je?
Ja, recimo, če že greste na slovenski internet gledati, imate neke spletne strani, pa telefonske številke, kjer vi pokličete, nakažete 500 € in pa vam slušalko date v ušesu, pa vam oni energijo dovajajo. Ja, so tudi linije za živali, recimo vaš maček je neki letargičen, telefon v ušesu 300 €, pa energijo dovajajo. No, te stvari namenoma nisem šel, sem rekel, pa dobro. Mogoče imam zlomljeno srce, ampak možganov še nimam zlomljenih. Tako da sem v bistvu izločil na nek način tisto, kar se mi je zdelo, da v principu mora nek učink nekako imeti. No. Ne bi mogel malo tudi prijatelje izločiti nekatere? Ja, sem. Sem. Kaj pa jaz vem, no, mogoče, kar mi je pa tako res v spominu najbolj ostalo zdaj, tle moram zdaj, da nam padel, ker seveda, jaz sem takrat, preden sem šel na Camino, recimo sem ful po internetu gledal, pa po Facebooku bral poročila o ljudi, ki so šli na Camino. In zato mi Facebook to še kaj zmeram servira, veš, v zadnju so te algoritmi, računalniški in oni mi to servira, ker to mene kao zanima. Tako da jaz praktično spremljam njih vsakega Slovenca, ki gre na Camino. In pa je neka stvar, ki je v knjigi opisana, ki jaz sem srečal, to je bilo med covidom, vse je bilo zaprt, hodil sem sam cele dneve in srečal sem, ne vem, 10 ljudi mogoče v celi poti in od tega je bilo zelo pol. Oni, v glavnem starejši, smo hodili sami, pa smo bili tih cele dneve in smo hodili. Mlajši so imeli pa hude krize, sem videl, dejansko niso zdržali, so skozi, ali so bili na videoklicih cele dneve, ali so skozi nekaj. No. In najprej naj takoj povem, da se mi nič ni tam zdaj pa tako, gledam to, jaz sem kap knjigo Camino recimo prebral, se delijo, večina jih pade v neke čudežne rešitve, ljudje, ne vem, blazne stvari tam, kao, ne vem, nebo se jim odpre in vse se porihta življenje in ne vem kaj. Nič od tazga se ni zgodilo. Razen en moment, ko ga opisujem v knjigi, ko sem tam na te zadnji hrib lezel in sem bil že ves zmatran in se pripeljem jim taksi in sem rekel, Miha, pa zakaj pa ne bi ti kdaj sebe v življenju šparal? Halo, taksi, halo! In sem se odpeljal. In to res iz celega Camina mi je ostalo to, da sem veliko doumetje, da lahko samega sebe je treba pocrkljati kdaj. No, res. Pol ti Camina nisi naredil, ga moraš še enkrat iti. Ne, samo te zadnjih 3 kilometre, da sem se čez hrib odpeljal. Taksi čez hrib sem vzel. A to pol velja kot Camino? Velja. Tudi na moja ponarejena izkaznica. Ne, velja. Opazil sem pa neko zanimivost, ki pa mislim, da je slovenska, moram reči, da en kup slovenskih podvigov na Caminu pa pade v tekmovanje, kdo bo več kilometrov na dan naredil. Res, prav tako, tudi po 100 kilometrov na dan delajo pa tako. Res, brez heca. A to sam Slovenci ali tudi drugi? Ne, tudi drugi, ampak zelo veliko Slovencev nekako je v tej, kar je mene zmeram, in to mi je tako prav ostalo in se mi skozi možgani s tem ukvarjajo, s tem, koliko težko je v sodobni družbi biti sam sabo, imeti sestank sam sabo. No? Takoj krenemo na ven, ne? v akcijo. No, ampak dobro, sestank sam sabo, ker smo se spet vrnili k temu, ne? Pa tisto prejšnje vprašanje, da si tako hladno, ne, ste se podali vsa ta srečanja. Zdaj, kako to je, ne, ko človek preizkuša, mislim, pravzaprav zelo nenavadne stvari v življenju, ne, nekje po poti verjetno nek žar vendarle pride, ne moreš čisto hladno preračunljivo iti, dobro, še to hojo po žerjavici zdaj oddelam, ali mislim, kako to gre, najbrž nekoliko vendarle človeka posrkajo te različne oblike sestankov, recimo. Ja, seveda, no, mislim, med žerjavco sem bil previden, ne, sem s sabo nakupil vse prva pomoč, pa uni povoji, pa masti, kreme, vse sem nabavil. Od budistov 10 dni unga klečana je boleča, no, ker je tisti resno.
ker res kolena se začnejo boleti ful, veš, da 10 dni boš mogel, ne. Pa skrivaj pogledaš na uro, pa ugotoviš, misliš, da koliko je že to, pa pogledaš na uro in ugotoviš, da rabiš, ne vem, še 9 dni, pa 23 ur, pa 15 minut mogoče. Boleče, no ti si boleče, Camino je pa, no, ne vem, je pa dejansko ta samota bila, no, ki bi jo takoj ponovil, ampak jo ni več, ne, ker zdaj so pa spet, je to množičen turizem spet. No. Ok, zdaj, Renata, kaj bi vi rekli, a je njihov primer, torej vseh teh preizkušanj, različnih načinov poti do najti neke rešitve od cikljanja samega sebe, ne, a je to zdaj nekaj običajnega v tem obdobju virusa? Torej, verjetno smo vsi imeli nekoliko več časa. Njihov primer seveda je specifičen, nek emocionalni dogodek, tam aprila 2020 seveda in specifično tudi otroštvo, ne, recimo še nekoliko bolj kot otroštva kakih drugih ljudi, ampak vendarle, je bilo to v bistvu kar, ne bom zdaj rekla usojeno, ker ne uporabljam te besede, ampak še virus je potem prišel, ne, verjetno je to tudi kaj spodbudilo. Jaz mislim, da tukaj res virus tebi pomagal, ne? Prav ta Camino, ko si rekel, da je bila neka zelo posebna izkušnja. Ko sem pa jaz brala tvojo knjigo, sem se pa vprašala o tej veliki izgubljeni ljubezni. Ne? Ti recimo v knjigi relativno malo poveš o naravi te izgubljene ljubezni. Jaz recimo v knjigi sem si lahko predstavljala tvojo babico, tvojo mamo, nekako jo naslikaš oba zelo močno. Tudi strica, tistega, ki je bil tovornjakar, recimo, pa še onega drugega strica, ki je prišel po babico, jih vidim v očeh. Medtem ko te tvoje partnerice, Lenka, kot jo imenuješ, je pa ne vidim, niti je ne vidim, kako bi jo si fizično predstavljala. Spomnim se, da te je zelo fascinirano njena strgana nogavica na vlaku, recimo, ampak je niti fizično ne opišeš dovolj, da bi jo jaz slikala, niti nimam občutka, da pravzaprav razdelaš vsa čustva, svoje lastne čustva, ki so te vezala na njo. Kot da pravzaprav moraš napisati še eno knjigo, kot en dodatek tej knjigi, da mi boš razložil, kaj je bilo tako izgubljenega ob tej ženski. A veš, nekaj je zanimivo, ker, ok, nekaj, dajmo najbolj čisto pragmatično povedati, da pri še živečih osebah sem en kup stvari mogel, sem namenoma zakamufliral, tako da jih ne naredim preveč prepoznavne, a ne, recimo. Ok, sem se trudil. Ampak je pa nekaj drugega in tle meni, ker to sem jaz dejansko začel, da bo to pač zgodba pač o neki prekinjeni ljubezni, ampak potem, ko sem zmeraj bolj globje šel noč, sem gotov, da to ni moja zgodba v resnici, da je moja zgodba posredno, da je to zgodba o moji mami in moji stari mami pravzaprav. Sploh ne smem izdati konca, za unek niso brala in tega zapleta, do katerega pridem, da je s to mojo mamo in s tistim načrtom pobega in z vsem tem. No. In da to, in na nek način sem jaz to v glavi premetal, v principu smo mi ostali samo statisti tej zgodbi, moje mame, stare mame, tistega njenega ljubimca in to. In zato se mi zdi tudi toliko bolj žive pridejo te zgodbe ven, no. Nekako, no. Kdaj človek ve, ne, zanimajo zdaj vaša izkušnja, nima smisla, da me zdaj tako na veliko psihologiziramo, ampak čisto vaša izkušnja, kdaj ti dojameš, da moraš nekaj narediti z neko izkušnjo, ki te traumatizira celo življenje? Kako do tega trenutka pride? Ker dobro, sem prepričana, da 3/4 dvorane tukaj mogoče ne tako traumatične kot vaše, ampak vendarle nekaj imaš za sabo in nosiš s seboj. Kdaj veš, da moraš to razčistiti? A moraš razčistiti? Evo, zdaj bom
preštevam zdaj v glavi, ampak zdaj v sedanjih okoliščine pa ruska invazija na Ukrajino pa tako. Jaz imam 4 ljudi, ki jih poznam že zelo dolg, 2 moška, 2 ženski, ki so nenadoma postali blazni zagovorniki Putina in padajo v dolge monologe o tem, ko Putin, mozak, sila, moč, vse bo zrihtal. In ker jih poznam že zelo dolg, imajo vsi 4, vem, blazno težave z očetom iz otroštva. Poznam jih osebno, vem. In v nekem momentu, če imate 20-minuten monolog o Putinu, o njegovi moči, o vsem, kar bo on zrihtal, se morate vprašati, zakaj pa jaz tle enega Macinija že 20 minut teroriziram s propagandno o Putinu. Zakaj? Zakaj to zdaj tam ven tolče? No? In to je meni nekaj, enkrat sem bil tako gost na neki kolektivni psihoterapiji, v principu, ki ljudje razlagajo svoje težave, in je en prišel na psihoterapijo, res, je prišel s tem, da mu nadajo gradbenega dovoljenja na občini. What? Ne? In potem po 1 uri se je tam razlomil, se je izkazalo, seveda, da je mu težave, ne vem, v otroštvu in ne vem kaj. Ne? In to je hud problem, ker mi imamo neko težavo in potem možgani nekaj varnega najdejo, da reputajo v prazno. No, saj to je moja osebna izkušnja in to, kar gledam. Ne, Renata, ti to veliko bolj veš. Ne. Ja, absolutno se strinjam s tabo. Takih ljudi tudi jaz kar precej poznam, ki imajo izjemno identifikacijo, recimo prav to z idejo nekega močnega človeka, res očetovsko figuro. Zdaj, pri vsakem je najbrž nekaj individualnega. Ne? Zato je v bistvu ta pot pri iskanju, kaj je bilo odzadaj, tako dolga. Ne? A veš, in ti si jo res upravil dolgo pot, ne? Kot si sam tudi pišeš skozi osebno terapijo in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ta reševanja, ki si jih imel skozi razne te načine, ki jih tlele opisuješ, v bistvu se vse zvedajo pravzaprav na to, na neko predelovanje travme iz otroštva. Ne? To je res, ja. In na neko v bistvu pridobivanje časa v smislu, veš, da se tako počasi se stvari odpirajo. Ne? In vmes pač nekaj počnemo. Ne? In zato je v principu šlo, no. Ampak sem pa imel že res totalno močen občutek, da so vsa ta čustva so v bistvu premočna in da mora biti nekaj v ozadju, kar moram jaz se vrniti in odkriti, no, neko skrivnost. Ne. Kaj pa te 4 prijatelji, ne, s tem velikim problemom, ki ga imajo? Mislim, recimo po vašem zgledu, ne, razumejo to? Mislim, gotovo ste poskušali, ne, to jim recimo ne, to nikoli ne moreš reči. Mislim, jaz ne vem, mislim, da ne moreš reči nikoli. Ali sam zakapiraš, ali pa... Ne, v bistvu prideš ali do točke čistega spora, ne, ja. Ali pa do točke v bistvu izogibanja se pogovorov, pogovarjaš se potem pač v bistvu druge stvari, ker dejansko v zadnji vidiš, da ne gre za vprašanje vojne, ne, ampak gre za pravzaprav neko identifikacijo, ki je lahko tudi zelo patološka, ne, neko identifikacijo z agresijo, ki jo mogoče posameznik racionalno sam sebi ne bo priznal. Racionalno si govori, kako se pač recimo bori proti NATO ali pa katerekoli drugi agresiji, proti kateri se mu zdi, da je bolj pomembno se boriti proti recimo agresiji, ki jo izvaja Rusija. Hkrati seveda pa ljudje imajo vse večjo dejansko možnost danes tako imenovanih alternativnih novic. Ne? Tako da v bistvu lahko vidiš neonacije pravzaprav kjer hočeš in danes ti pač tale splet omogoča, da hitro najdeš eno skupino, kjer najdeš ene somišljenike. Kar je Putinu uspelo in tudi mnogim drugim avtoritarnim voditeljem je, da so še povečali to, da ljudje pravzaprav niti se ne trudijo več dojeti, kaj je resnica in kaj je laž, kaj je recimo potvarjena neka zgodba in kaj je dejansko fakt. Ne. Včasih smo se, recimo še Václav Havel je imel to idejo, da moramo poskušati živeti v resnici. Ne. To je bila njegova želja, njegova kritika
prejšnjega režima, ne? Da bo v bistvu pravzaprav komunizem na nek način avtoritarnost tistega prejšnjega režima propadla takrat, ko se bo videlo, kaj je res resnica in ko bojo tudi ljudje govorili iz resnice, ko bojo ljudje, ki se samo delajo, da verjamejo v partijo, ki samo dajajo recimo, ne vem, zastave v svoje trgovine, komunistične zastave, v katere sploh ne verjamejo, samo zato, da imajo mir, zasebno so pa kritični, ko bojo tisto zasebno kritičnost javno povedali. To je bila njegova ideja, ne, konca v bistvu nekega avtoritarnega režima. Danes je pa prišlo do tega, da je dejstvo, kaj je resnica in kaj je laž, postalo nepomembno in tukaj Putin igra na to logiko, da je pravzaprav on ves čas tudi pravzaprav igralec, ki že vseh 20 let, 23 let, nekar že vlada, spreminja in svoj imidž in svoj diskurs. En dan reče eno, drug dan reče drugi, še celo oblači se enkrat kot lovec, drugič kot nek napol car ali pa biznismen in tako naprej. In hkrati, ko pride do situacije, ko ljudje pravzaprav vidijo, da je najboljše tistim, ki pravzaprav lažejo in da oblast ves čas laže, pa se niti ne trudi več prekrivati laži. Pol pridemo v to situacijo, ko pravzaprav ljudje ne verjamejo več kar nič, ne, in vsak ima svojo zgodbo, v katero pravzaprav lahko verjameš ali pa niti na nek način se ne trudiš včasih, bom tako rekla, da prepričaš ne vem koliko drugih. Dovolj ti je, da imaš nek krog ljudi okrog sebe, ki ti daje neko moč, ne, ki ti daje moč in tukaj ta družabna omrežja to omogočajo. To prepoznanje, ki jo dobiš od majhne skupine in hkrati ti dajo ta čustven naboj, ki ga dobiš, ko recimo z svojimi izjavami raniš neko drugo skupino, ki pa v nekaj drugega verjame. In jaz mislim, da ko bomo malo bolj to razumeli, bomo mogoče se lahko s vsemi temi emocijami, ki se danes sprožajo na teh družabnih omrežjih, nekako soočali. Mislim, da je to res rak rana današnje družbe. Nemogoče se je pogovarjati, ker živimo v teh malih mehurčkih, dobivamo pa užitek, ko napademo nekoga, ki je v svojem mehurčku. In užitek dobimo, ko odgovori on nazaj. Ne? Jaz bi mogoče dodal, ker sem omenil, da se Putin preoblači. V principu je to osnovna značilnost po moje show biznisa. A veš, ti moraš reinventing yourself, a se veš, Amerika, ne, pa Bob Dylan je bil akustičar, pa je bil pa električar, Madonna, reinventing. Ne. In na nek način vse te metode, ki so tle not pač opisane, a veš, ti obljubljajo to, da boš čist drug nazaj prišel. Greš po žerjavcih, greš budistom in nazaj pride novi Miha. Ne. Ko ste računalnikarji je ratalo smešno, ker so ljudje začeli govoriti o novih verzijah sebe. Najprej bil tam software, nova verzija, zdaj so pa nova verzija. No in mogoče je to ta razlika. Jaz sem se vsega tega lotil brez kakršnekoli vere, da bom pa zdaj čist drug. Ne. Ampak sem zabal, mogoče bo pa kaj pomagal. Z upanjem da, ampak in potem, ko sem prišel nazaj, tudi zato mi ni in nisem imel pa te dolžnosti, da zdaj pa zgradim neko blazno bajko, ne, kva se je pa tam na kaminu zgodil. Ampak je tako zelo realistično poročilo. No, tako, če bi to je najboljši del tvoje knjige, je točno to, da ti greš skozi vse te tehnike, potem na koncu pa ves čas prideš, da imaš v svojem nahrbtniku babico, pa mamo, pa revščino, pa vse travme iz otroštva, pa problem navezanosti na ljubezenske recimo objekte, strah pred izgubami. Absolutno. In da pravzaprav nenehno dejansko si priznavaš, da moraš ti pogledati v svoj nahrbtnik, ja. Ne? In da vse te hoje po žerjavici so, rekla, bolj ali manj bullshit. Ne? Sej se strinjam, ampak sem se pa fajn zabaval, ko sem to počel. No, si se pa tudi malo upekel, ne? Tudi, pa kva ne rečem, počasi, ja, ta DMT, ta droge, ne, mislim, sem bil totalno prestrašen, pa tako naprej. Kar pomeni, da sem v bistvu vsem pa šel skozi neko paleto čustva, še drugi. Še ena stvar je dosti traumatična v tvoji knjigi. To so pa te partnerice, ki si jih iskal, potem, ko si tole praznino, ne, ljubezensko
a veš, nekako probil nekako zapolniti, ne. Madonca, pa kje si tak nabor, našel? To je, mislim... Nabori najdu mene, moram reči. Midve bi drugače izbirala. Tukaj nisi bil žrtev. Si ti... Ne, ampak je bilo, tam je vmes en poglavje o neki poti v Firence in to se je vse res tako zgodilo. Jaz sem dejansko... Mislim, spotoma sem se umaknil na stranišče, da sem si snemal. Ona je rekla, jaz sem rekel. In to je bilo tako, ne se pravim, knjiga se je tako zlagala prav tako, ko sem rabil neko, recimo, lepljivo osebo, ki se hoče nalepiti totalno in že, evo, naslednji dan sem že z lepljivo osebo se peljem v Firence. Ki jo prej nikoli nisem srečal, neverjetno, no tako knjiga se je res zlagala. Jaz bi se majčkeno vrnila k temu, kar ste Renata rekli malo prej, ne, k Václavu Havlu. V bistvu v trenutku, ko ste to rekli, me je skoraj stisnilo pri srcu, v želodcu, ker ste tako daleč morali iti po referenco nekega ne močnega, ampak pametnega, modrega politika, ki je opozarjal na tako resne stvari, ne. Pravzaprav izjava stara, recimo tam 20 let praktično. Če bi bilo tega več danes naokrog, ne, bi verjetno lahko posegli po kaki bolj aktualni referenci. Zdaj govorimo o recimo top evropskih politikih, od katerih kaj podobnega ne moremo slišati. Kar me napelje torej k naslednjemu vprašanju, tudi ki je v vaši spremni besedi, namreč dobro, teh 5 tehnik, ne, ki se jim lahko posmehujemo, ali jih pa jemljemo resno, ali so nam simpatične in tako naprej, ne, torej tehnike optimizacije produktivnosti, vi pravite, Renata, ki so močno prisotne v našem neoliberalnem svetu, ne? Ja, tukaj pač na nek način me je spomnila Mihova knjiga pač na druge poskuse že avtorjev, ki so poskušali iti skozi te nasvete in optimizirati svoje življenje, ne. In mi smo res skozi bombardirani s tem, kako imeti najboljši urnik na svojem telefonu, ne, kako uporabljati čas, ne, da delaš 3 stvari naenkrat, ne, kako pravzaprav na nek način biti produktiven ne samo na delovnem mestu, ampak tudi doma, v odnosih in tako naprej. In seveda je to neoliberalna ideja, ne. In hkrati seveda stranski produkt tega je ta tako imenovani burnout, izgorelost, ne. Ni čudno, da je v bistvu izgorelost bolezen današnjega časa, nekateri jo imenujejo, da je v bistvu depresija današnjega časa, ampak je povezana z to neoliberalno prisilo učinkovitosti, ne. Je kot da se na nek način telo upre temu, ne samo psiha, samo telo postaneš v bistvu na nek način vse bolj paraliziran, ne, in nemočen, ne. In seveda občutek krivde, občutek tesnobe, občutek tega, da nisi dovolj dober, kar vse pomaga neoliberalnem ideologiji, da nadaljuje, da se pravzaprav nič ne zaškripa, ne. Če bi se upirali, ne pa da delamo nenehno na sebi, ne, če bi se družbeno upirali, bi mogoče imeli minimalno še kaj šanse za kakšne družbene spremembe, ne. Jaz v bistvu sem že pri drugih avtorjih opazila, da na koncu iz tega failurja, ker zelo velikokrat je failure, ta poskus optimizacije, navadno pride potem res neka kritika pod tem, tudi teh tehnik, ne. In tudi v tvoji knjigi opažam, ne, ti na nek način se tudi jih ne jemlješ mnogokrat resno. Opažaš pri parih stvarih, da so v pomoč, ne, recimo, ne vem, ideja sprehoda, ali pa praviš celo recimo samost, biti sam sabo na kaminu, če imaš to možnost, če je slučajno pandemija, ne, ali pa recimo neke elementi meditacije, ki seveda lahko so zelo v pomoč v posamezniku, ne, ni pa nujno v pomoč, da klečiš, ne vem, 10 dni tam, pa si bolj ali manj noge skoraj da uničiš, ne. Mislim, sama jaz nimam prezira nad iskanjem tega, poskušam pa to vključiti v neko ideologijo, ki v bistvu mislim pa, da je škodljiva. Ta ideja iskati način biti čim boljši, čim bolj produktiven, ker na nek način, bom tako rekla, res zelo, zelo slabo ta ideologija vpliva na naše mentalno zdravje. No, ampak ne samo to, kot vi pišete
torej ne samo v tej spremki, ne, tudi v drugih knjigah, torej to prelaganje vse odgovornosti na posameznika. Ne. Zdaj, seveda, njihove težave, te izvorne so specifične, ampak vendarle, ne, učili so nas, da družbe pravzaprav ni, ne, da smo samo mi posamezniki. Je torej ta izvorni greh pravzaprav prav v tem, ne, kako zdaj jaz kot posameznik naj rešim svojo izgorelost sam pri sebi, če je sistem tisti, ki me ukaljuplja 24 ur na dan. Ne? Ja, in tukaj je individualizem res pripeljal do tega, da v nekih skupnih akcij nismo več zmožni ali pa je zelo, zelo težko organizirati ljudi, recimo, ne vem, bom rekla, problem klimatskih sprememb, družbenih neenakosti, celo pandemije, recimo pandemijo smo se zelo, zelo reševali, lotevali na individualni način. A sem jaz danes dovolj dobre volje, da bom dal masko gor, ali mi bo kdo vsiljeval recimo masko. Jaz odločam o samem sebi, ne. Moje telo je moje bogastvo. Ta odgovornost recimo do telesa je zelo prisotna. Če jaz zbolim, sem jaz kriva, ker nisem dovolj telovadila, nisem pametno jedla, sem bila preveč pod stresom, ne. Če sem bolana, pa ne ozdravim takoj, sem spet jaz kriva, ker nisem spet dovolj meditirala ali pa delala na sebi ali pa jedla zdrave stvari in tako naprej. In res se mi zdi, da nekakor ne moremo iz te ideologije izid in v bistvu družbene spremembe od nas pravzaprav zahtevajo. Mi zdaj živimo res v enih takih časih. Čisto nekaj drugega, ne? Ja, ker dejansko v časih, kjer živimo, vseh katastrofah, ki se nam dogajajo, naravne katastrofe na vsakem vogalu, mislim, klimatske spremembe, grozljive problemi z neenakostjo, vojna, pandemije, vse to zahteva v bistvu skupnostno akcijo, ne? In včasih smo dejansko imeli idejo neke skupnosti, če pogledamo tukaj pozitivne strani prejšnjega režima, ne? Bila je ideja, potrebno je sodelovati, ne? Celo bratstvo in enotnost, lahko rečemo, je bil nek ideološki pojem, ki so nam ga servirali kar naprej v šolah, ampak neka ideja povezovanja pa je bila. Jaz recimo zelo rada gledam to spremembo ideologije v športu, ne. Včasih je bila ideja, pomembno je sodelovati, ne. Danes je pa pomembno zmagati, mislim, jaz zelo težko gledam, ne vem, poročila, kjer je naša ekipa recimo 4. To je kot da smo izgubili, kot da je konec sveta, ne. Če ni medalja, potem je, mislim, največja žalost, ne. Čeprav je to izjemen uspeh. Ampak mora postati dovolj hudo, da se skupnost zopet poveže in angažira, ne? Verjetno. Ja. Tudi pri nas, no. Ja. Upajmo, da ne bo postalo tako hudo, no. A ne? Ja. Dobro, zdaj da govorimo o posamičnih primerih. To ni tema vaše knjige, ampak sicer kolumne so pa polne. Tega, ne? Ja, precej. Mislim, tema knjige ni, ker ene stvari sem dejansko pač ne mogel oklestiti. Mislim, te knjige je bilo 2/3 sem jo odklestil preč, no, prav, tako da je res kompaktna, pa se mi zdi fajn se bere. Bi pa nekaj pripomnil, ne. Renata je govorila o navezovanju odnosa med dvema človekoma. Ne. Jaz bi pa nekaj pripomnil, prej sem se spomnil ta Firence, pa tam je una primavera, una pomlad od Botticelija. Ne. To jaz tam gledam in meni zmeraj grejo mravljinci. Ne. In potem nenadoma uleti, v kader mi uleti en tip, s hrbtom je obrnen proti primaveri, s hrbtom je obrnen in naredi selfie. Ne. In pa se pomakne na naslednje slike, in jaz impresioniran hodim za njim, človek je, cel muzej je poslikal tako, da je on pred vsem. Ne. Ampak kaj se je on tle naredil? Naredil je to, česar se je Tolstoj najbolj bal. Kadar je Tolstoj slišal klavir, je čist norel, da bo vse razbal, ker mu čustva ven prihajajo. Ne me zdaj dražati, ven mi prihajajo čustva. Ne. Tolstoj, veliki Tolstoj. Ne, se jaz ga blazno cenim, ne, brez skice. Ampak kaj se je ta človek, če slika sebe pred vsako sliko, on nikoli ne naveže stika z umetnino v principu. Pa ta isti človek gre na koncert in nenadoma so vsi telefoni gor, ker moramo za 20 sekund za YouTube, pa za Twitter, pa za vse. Kar pomeni, da tudi z glasbo ne navežemo stika in tako naprej. No. In zato se zahvaljujem vsem bralcem, ki to preberete do konca, ne, da bi skozi slika. Ne, tle sem malo hica, ampak dejansko je zanimiv,
na koliko stvari se nam je ta skrajni individualizem in to v bistvu, kar je pa na en način kreiranje distance do vsega. In če imamo distanco in do umetnosti in do sočloveka, pa smo v svojem balončku in pa smo valjda depresivni. Se ne more drugače biti. Recimo imaš pa drug način obiska, recimo galerij, ki ga opiše Hišam Matar v svoji knjigi o obisku v Sieni, ki je cela knjiga o tem, kako si je vse življenje želel iti enkrat v Sieno in gledati tam umetnost in nič drugega, kot pa da sediš ure in ure pred eno sliko. In recimo cela knjiga je pravzaprav namenjena temu, da opiše svoje čustva, ki jih ima ob eni sliki. In to je njegova otroška travma, Hišama slučajno poznam, ampak ravno njegova travma z očetom, ki so ga pač ubili Gaddafijevi, tako rekla, služabniki, pač Gaddafijev režim, celo življenje je iskal posmrtne ostanke in jih še vedno ni našel, tudi celo življenje je iskal informacijo, kako je oče umrl, ampak ob tem iskanju očeta je pravzaprav sanjal, da bi enkrat imel čas biti čist v miru v Sieni in gledati ure in ure. Sem cel teden samo par slik. In kdorkoli bo šel v Sieno, mu predlagam, da to knjigo prebere, je tanka knjiga, ampak ko greš v Sieno, na nek način začutiš pomen te njegove misije, ki je tem, da si vzameš čas. Kar je najtežje danes, ker pa produktivnost pade, a veš, pa, ne? Ne, dejansko... Pa ne, vaš Camino, ne. Vaš Camino je rodil osebno. To je pa res, ja. Ampak se pravim, bile so posebne okoliščine, če bilo ful neke družbe, pa žurke, pa ne. Ne vem, če bi ne. Smo rekli 2 vprašanji. Kdo se bo opogumil? Ne, ni še konc. Damo vprašanje, pa gremo naprej. Dobro. Da ne bom koga... Dobro, nadaljujemo. Vi ste rekli, Renata, zdaj se nam ni več treba truditi z preizkušanjem vseh teh tehnik, ker je to naredil že Mazzini za nas. To nam zdaj v bistvu vzame nekaj. Torej, zdaj, kako zdaj s tem naprej? Ja, jaz mislim, da je res, Mazzini je za nas, bralce, opravil marsikatere stvari, ki jih mi ne rabimo. Tako da jaz tudi mislim, da kadar imamo neke ljubezenske težave, ni nujno, da se jih rešuje z akcijo. To je mogoče je to celo, ne vem, bolj moška stvar ali je pa neoliberalna stvar. Ne vem, zakaj bi se ljubezenske težave nekako reševalo z akcijo, ker mogoče dejansko s to akcijo, kot ti sam pokažeš v knjigi, priješ nenehno na stare travme. Tako da je akcija, lahko rečeš neka rešitev, iskanje rešitve, ampak lahko je tudi neke vrste beg. Da zdaj se bom pa vrgel v akcijo, da bom to ljubezensko težavo rešil. Tako da bi rekla, da je lahko neka pač pasiva, tudi v bistvu reševanje, ali pa samo dati čas tem čustvom, ki te prevevajo, pogovor s prijatelji, ne ti praviš recimo, da za moške je za moške težje, ampak za ženske pa mislim, da je to ena rešitev, da ni treba nujno. Seveda, če ima možnost posameznik neko recimo, da ima neko terapijo ali pa karkoli, kadar pride bolečina tako huda, da si dejansko zataknjen, je to veliko pomoč. Ampak mnogi teh finančnih sredstev nimajo ali pa teh možnosti, ker je tudi težko dobiti res dobrega terapeuta, to si moramo priznati, da ni vsak dober terapeut, ki ti lahko pomaga. Tako da jaz bi rekla, da je zame problem, zakaj bi mogli iti v akcijo. To se sprašujem. Ja, mogoče zelo, mislim, nekaj, kar je treba pri takih težavah, je seveda rabiš čas. Pač, ne vem, toliko časa mora miniti. Zdaj, pa drugo je pa res po mojem tako zelo to osebno, pa ne vem, če je to lih moško, ampak
občutek zataknjenosti, pa verjetno je to še to, ne, da nenadoma jaz doma sedim v zataknen in pojem, ne vem, odprem tam poročila, ostanite znotraj v sobi, ne zapuščajte občin. Nenadoma se je poklopil, a veš to, v meni pa še svet se je poklopil. No, želja po transgresiji. Ja, in pojem upornik v meni je ko izkočil, gremo v kamino hoditi. Jaz sem šla pa na grad. No, recimo, a vidiš? Ali pa od Litije do Čateža. No, recimo, ja. Skoraj. Renata, to, kar ste zdaj govorili, ne, torej ta nenujnost neke akcije, torej ta pasivnost kot tudi odklon od neoliberalnega sveta, ne, to se v bistvu že prakticira kot nek znak upora v bistvu, ali pa sam upor proti neoliberalnemu sistemu. V spremni besedi tudi navajate kar nekaj, recimo, konkretnih teh izrazov. Ja, to je zelo pomembno vprašanje, ker dejansko vse več ljudi se poslužuje tega upora. Ne? Danes dejansko postaja upor proti neoliberalni presiji to, da delaš na delovnem mestu čim manj. Ne? Da si under the radar, kot bi rekli, ne, Američani. Zdaj, ni to čisto nova stvar. Mislim, da je tudi v slovenščino prevedena že ena knjiga ene francoske psihoanalitičarke, kako delati čim manj. Bila je par let nazaj, mogoče več kot 10 let nazaj, ta psihoanalitičarka, ki je celo leto bila zaposlena v eni firmi francoski in je si vzela za nalogo, da bo celo leto delala nič. In je prevedena. Ampak ne bom zdaj googlala, bomo pol. No, ampak skratka, jaz sem to psihoanalitičarko srečala osebno na eni konferenci in mi je res, ona se je odločila, da napiše bestseller, ne, in si je vzela to kot idejo. Ampak v današnjem času vse več dejansko vidim, da je to postalo upor. Ne. Ljudje delajo čim manj oziroma se čim bolj izogibajo, ne, kjerihkoli obveznosti, skratka iščejo krivine, ker je to na nek način ta presija jih pripeljala, da je to postal neke veste osebni upor, nimamo možnosti skupinskega upora, ne. Recimo sindikati so mnogokrat šibki ali pa razcepljeni ali pa nimajo dovolj moči ali pa mnoga podjetja, sploh recimo v Ameriki nimajo dovoljeno sindikalno združevanje. Upori, drugi upori so ravno tako postali skoraj nemogoči, ne. V današnji družbi res zelo težko. To vidite na primeru RTV-ja, recimo, kako težko je priti do neke včasih tudi do mobilizacije ljudi. Težko je priti do upora, še težje do rešitve. Do rešitve, no točno tako. Česar se upiraš. Do rešitve recimo kakih nepravilnosti ali pa nepravičnosti in čisto lahko rečemo kriminalnega obnašanja. Ne? In zato ljudje jemljejo v bistvu stvari v svoje roke in počnejo pač na nek način razne osebne upore. In na podobne načine se ljudje na nek način osebno upirajo v družinah, kar mnogokrat škodi družini, ne, ko nekdo dejansko ne izrazi, ne obesedi recimo neke svoje bolečine ali pa nezadovoljstva ali pa zagate, ki jo ima z partnerico ali pa partnerjem in se na nek način upira ali s tem, da ga ni doma ali karkoli drugega. Nedavno sem imela predavanje na enem psihoterapevtskem kongresu tukaj v Ljubljani. In mi je bilo zelo zanimivo, ko je en belgijski psihoterapevt razlagal recimo o tehle raznih oblikah nasilja, ki danes obstajajo v partnerskih vezah, ki niso nujno fizična nasilja. Pač pokazal je, da oba partnerja lahko uporabljata razna vrsta psihološkega nasilja, ki so lahko še hujši kot pa recimo fizično nasilje, nad katerim se upravičeno zgražamo, ampak recimo razna druga izsiljevanja so pa problem, ne? In eden od slovenskih
psihoterapevta, s katerim sem na tem srečanju kasneje zasebno govorila, mi je razlagal, kaj opaža pri slovenskih parih, s katerimi dela, je, bom rekla, ta pasivni upor. Recimo, primer je dal, recimo partnerska veza je v neki krizi, imata, recimo mož pa žena imata 2 otroka, žena pride domov, skuha, štima otroke in čaka, ko pride mož ob 6, 7, da zdaj bo pa on prevzel mečken dela, da se ona vse malo spočije. On pride ob 7, reče živjo, zdaj grem pa na kolo. Jaz moram biti fit, ne? Veš, ne morem kar takole, ne? Kar pomeni seveda, ko pride nazaj iz tistega kolesarjenja, je ogenj v strehi. Ampak to iti na kolo, lahko rečemo, je tudi neke vrste pasivni upor, čeprav je on bil aktiven, ne? Delal je za svoje telo, ampak v partnerski zvezi je pa to prej agresivno kot kaj drugega. No, žena je seveda najde potem drug način pasivnega ali pa aktivnega, recimo, upiranja. No, ampak to z uporom je zanimivo. Recimo, Miha zelo pogosto piše o potrošništvu in mu grejo te znaki slovenskega potrošništva strašno na živce. Mogoče ne, če bi še pisali kolumne, bi lahko pisali tudi o teh znamenjih, vendarle obstoječih in se mi zdi kar pogostih, vse pogostejših odpora, ne kupujem več novih stvari. Torej, če že kupim, dobim od prijateljice, mame in to, ne zato, ker si ne morem privoščiti, zato, ker se upiram, ne vem, tekstilni industriji, ki povzroča toliko in toliko gorja, ker nočem dati, ne vem, trgovskim verigam in tako dalje, ne. Upor, ne, to je tudi upor. Na nek način je, ampak vse te oblike, tudi ki je Renata govorila prej, so vse individualne. Veš, koliko smo tam, zmeraj smo nekaj odvisni od sebe. Ne. A veš, ok, zdaj tle bi se sam še navezal, ta Galupova raziskava med, mislim, da 180 milijoni delavcev po celem svetu. Ne. Nekako, mislim, da mislim, da večina, mislim, da zdaj govorim na pamet, ampak mislim, da 60% jih dejansko proba nič narediti v službi. 13, mislim, da ne vem, zakaj je ta številka, ki je taka nesrečna, 13% ali pa 15 jih pa aktivno sabotira to, kar bi mogli v službi delati. Se pravi, v bistvu uničuje firmo od znotraj. Ne. To so v bistvu žalostni podatki, ne, ker to pomeni, da te ljudje to svoje delo ne smatrajo za smiselno delo. To so globoko nesrečni ljudje. Ja, to je, da greš v službo zato, da boš tam sabotiral, ne, ja, si nesrečen, ne opravljaš smiselnega dela. No, in to se mi zdi en najhujših problemov res dejansko sodobne zahodne civilizacije, v principu to odsotnost smiselnega dela. No. Ja, tukaj knjiga... Ja, Bullshit Jobs. Bullshit Jobs, ampak ne vem, 2 leti nazaj je moj prijatelj Josh Cohen, britanski psihoanalitik, napisal knjigo z naslovom Not Working. Ne delati. Ne? In on zelo zanimivo kot psihoanalitik ima celo vrsto pacientov, ki samo sanjajo, kako ne nič delali. Ne? Ampak to sanjajo tudi tako, ne samo v službi, da ne bi nič delali, ampak tudi doma ne bi nič delali. Ne? In prav, da jih ima cel kup, ki pravi, koliko bi rad sam tako ždel. Jaz bi rekla, da je to slovenska beseda lepa, ždel, ne? Da bi ždel. Eni imajo pa tudi sanjanje, da bi lahko celo uro gledal samo eno vrstico v časopisu. Pa nič drugega prebral, ampak da bi sam tisto gledal kot eno budistično meditiranje, da še članka ne pravo prebrati. Ne? In ima zelo zanimivo idejo, ne, odkot je ta fantazma prišla, ne, ker pravi, da takega porasta, tega želje po ždenju, kot ga ima v zadnjih časih, nima. Ne. In zelo zanimivo mi je bilo to povezati z zgodbami v prejšnjih krizah, v ekonomski krizi 2008 je Darjan Lidar, tudi britanski psihoanalitik, ne, ravno tako razlagal, da je imel celo vrsto ljudi v psihoanalizi, ki so takrat pumi čakali, da bi jih nekdo odpustil, da bi izgubili delovno mesto. Da bi kriza prišla tako daleč, da ne pravi več hoditi v službo. Zdaj moramo
si priznati, da je imel ta psihoanalitik v analizi ljudi, ki so imeli dovolj denarja, da bi se jim to lahko zgodilo, ne. Ampak ko sem ga vprašala, pa zakaj pa sami ne spremenijo službo, pa prav tako je, oni veliko zaslužijo, no, recimo, da so imeli službe v sitju, ne, v nekih finančnih krogih, prav, ves čas so tuhtali, koliko bi bilo fajn, če bi delal pa čisto nekaj drugega, ne vem, bi bil šofer ali pa bi kmetoval ali pa bi risal ali pa ne vem kaj, ampak nikoli nisi mogel te geste narediti, ne, ker si res fajn zaslužil, ne. In to potem, je prisilni izstop, ne? In želeli so, da bi nekdo drug sprejel odločitev za njih, ne? In ekonomska kriza je bil tisti šok, ne? Ki je mnoge pripeljala do tega, da končno je nekdo drug odločil, da te pa odpustim, ne? Oni so rekli, hvala Bogu, toliko zadovoljni, kot so bili pol, ampak svet moram poudariti, imeli so dovolj denarja, da niso zaradi tega bili lačni. Ampak to bi lahko bila nova knjiga, ne? A lahko dejansko pobegneš sam pred sabo, recimo v nekem ždenju ali pa v nekem... Ja, mislim, to ždenje je po mojem največji izziv sodobnega človeka. Ker je dejansko, sam pogledajte une vsebine Netflix, HBO, ne, to so po 10 milijard letno dajo, morje vsebin, sam zato, da ne bili sam sabo. No, mislim, to je res... Tvoje knjigo je treba tako brati, da ždiš. Da en stavek bereš tako celo uro. Ja. Ne, sej, tam eno knjigo bomo razrezali po samoglasnike, pa soglasnike, pa vsak bo dobil par za domov. Pa. No, jaz ne priporočam, ne, zaradi tega, ker poleg tega osebnega lahko berete tudi otroštvo, pa Kralj ropotajočih duhov in vse se v bistvu ukvarjajo dobro, ne na ta način, ampak vendarle s tem vračanjem v otroštvo in z izciklanjem, ne, ali kako bi temu rekli. Zdaj pa, dragi gostje, 1 ura zelo kvalitetnih odgovorov, ne, da ne bom rekla, pogovora je za nami. Zdaj je čas za eno vprašanje, drugače vas pa potem Miha vabi, tamle je en prostorček, kjer bo podpisoval knjige. Knjige so verjetno tudi še na voljo, če se ne motim, ne. Absolutno pa sprejmemo še kako vprašanje, če je kdo pri volji. Če pa ne, bomo razumeli, da smo povedali kar veliko. Aha. Gospa, ste vi, vam jaz posodim? Aha, ok, dobro. Imam eno, kako bi rekel, zelo preprosto vprašanje. Nas so učili, da ljubezen je vsakdanji kruh, torej, ampak je vezano na vest kot merilo iskrenosti, lastne sebičnosti. Ker je človek pač ima svoje prednosti in slabosti, bi bilo prvo dobro, da sploh ugotovimo, kaj je delo po mednarodni organizaciji dela, ker večina v Sloveniji ima samo službe. Torej so serve, sluge določenemu režimu. Poslanstva ni, ker ni poslanstvo rab poklic, torej je vezava. Zdaj me pa zanima, kdaj bojo v državi sploh kvadni politični tvorbi upeljali odgovornost in zrelost, ker pa se zadeva reši. Hvala. Rekli ste preprosto vprašanje. Izvolite, to bi rada slišala. Mislim, hvala za to, dejansko je nekaj, kar pa so pozvali za NATO omeniti, neka odgovornost. Ne. Ker to odgovornost je pa tudi zmeraj bolj podajanje kot krompirja, levo pa desno, kdo bo za kaj prevzel odgovornost. Tako da na nek način se je vse to pomešalo. Ampak dejansko se mi zdi, gre saj za ta zahodni svet v celoti, kar ga jaz poznam, no, ne, da je to zdaj neka slovenska značilnost. No, mislim, to je vprašanje za $1 milijon, ne, ali pa še več, ne. Jaz odgovora nimam, no, mislim, kaj ne vam rečem. Mislim, nimam ga. Evo. Hvala za vprašanje. Bom pa razmišljal o tem. Evo. Vprašanje, o katerem bi lahko 1 uro, ne, dejansko, pa bi mogoče pristali pri takem odgovoru, kot je bil zdaj. Ne. Renata? Težko kaj... Res lepo vprašanje, se absolutno strinjam, da obstaja res ta problem
komu služimo in velikokrat je res ideja pač tega poslanstva, seveda je bila včasih, lahko rečemo, tudi glorificirana, zdaj mogoče v teh, katere službe so, katere recimo delovna mesta so imela določeno poslanstvo, mogoče da dejansko smo jih imeli kar precej omejeno število, ne, tiste, ki so recimo pač pomagali ljudem, ne, mnogokrat je šlo za recimo zdravniške službe, za poučevanje recimo v šolah in ne vem, podobno. Danes mogoče razen poslanstva gasilcev, ne, skoraj da ni več nekega poklica, pri katerem bi imeli ta občutek, da je neko poslanstvo še na voljo. Pa mogoče še pri gasilcih se bo zapletlo, ne, če bo prišlo tudi tam do nekega neoliberalnega momenta. Jaz mislim, da je ravno to, ta neoliberalni moment je dejansko zelo posegel v to, kako dojemamo poklice in kako ljudje dojemajo svoje lastno v bistvu izbor dela, ki ga opravljajo, če sploh imajo možnost recimo narediti nekaj. Sama ideja spoštovanja tega in katerega koli poklica, ne, je v bistvu na nek način izgubljena v zadnjih časih. In vsa tekmovalnost, ki je del delovnih mest, ne, nenehno občutek tudi, da nisi dovolj dober, ali pa nenehno birokratiziranje, nenehno mučenje ljudi z raznovrstnimi pravili, ki so popolnoma nesmiselna. Mislim, da vse to res podira odnose med ljudmi, to je najhujše, da v mnogih podjetjih so najbolj načeti odnosi in seveda tudi rekla neki splen, nekaj, kar pravzaprav z svojim delom prispevaš k družbi in kako pravzaprav s tem, kar počneš, pomagaš k razvoju družbe v neko boljšo smer, k temu, da bojo ljudje boljše živeli in v bistvu na nek način, da bomo sam planet ohranili. Tako da absolutno se strinjam z vprašanjem, mislim pa res, da odpiramo eno novo debato, za katero boš mogel napisati novo knjigo. Novo knjigo. Rekli smo 2 vprašanji, ampak nikogar ne sili. Aha, izvolite, prosim. Mene pa zanima, kako se zdaj počutite? Ste zdaj pomirjeni sami s sabo ali imate še druge stvari zdaj za razčistiti? Pa kako gledate nazaj, a bi lahko kaj prej to naredil, a vsaka stvar res rabi toliko časa, da ste toliko let rabo, da ste to naredil? Ja, saj je še mlad. To. Aha, 2 vprašanji, okej. Ta čas je zanimiv, no. Jaz si zmeram reči, to bi mogel že zdavnaj prej, ne. In tudi nekje Freud sem si zapišel, to bi jaz že zdavnaj mogel prej vse nekaj pogruntati. Ampak po mojem ne gre v resnici, no. Nekako, ne vem, morajo stvari dozoreti. Kako se počutim? Če je bila kakšna taka razlika v tem procesu, neka večja lahkotnost, no. V principu večja lahkotnost, brez čudežev, prosim lepo, ampak večja lahkotnost, kar je pa že lep pomik, ne, včasih so nevrotični sami po sebi, po moje, no. Hvala lepa, Miha Macini, hvala lepa, Renata Salecl, hvala za lep večer.